V Bazovici v Italiji je bila nedavno slovesnost ob italijanskem dnevu spomina na množično izseljevanje Italijanov iz Istre, Dalmacije in z Reke ter na umrle v kraških breznih, ki jim pravimo tudi fojbe. Na ta dan se spomnijo na vse Italijane, ki so trpeli in umrli ob koncu druge svetovne vojne. Med žrtvami so bili poleg Italijanov tudi Slovenci in Hrvati. Zbrala se je velika množica ljudi, med njimi tudi italijanski notranji minister in predsednik Evropskega parlamenta, prav tako Italijan Antonio Tajani. Izrekla sta nekaj stavkov, ki so močno vznemirili ljudi v Sloveniji in na Hrvaškem. Tajani se je za izrečeno sicer že opravičil, mi pa poglejmo, kako je bilo ozemlje razdeljeno po prvi in drugi svetovni vojni. Vrnimo se v čas Prve svetovne vojne. Italija je vanjo vstopila leta 1915 s tako imenovanim Londonskim sporazumom. Ta je v primeru zmage sil Antante v tajnem dodatku obljubljal med drugim tudi priključitev novih ozemelj, ki so pripadala takratni Avstro-Ogrski, Južno-Tirolsko, Trst, Istro, otoka Cres in Lošinj ter Dalmacijo. Po zmagi si je prisvojila še več ozemlja, kot je bilo dogovorjeno, a mednarodna skupnost je Italijo in novo nastalo kraljevino SHS zadolžila, da se o mejah dogovorita. Tako je bila 12. novembra 1920 sklenjena Rapalska pogodba. S to je Italija dobila tretjino slovenskega etničnega ozemlja, na Hrvaškem pa ozemlje vse do Reke in otoke ter Zadar in okolico. Slovenska in hrvaška manjšina v Italiji nista bili deležni pravic, ki bi jima pripadale, posebej še po letu 1922, ko se je na oblast v Italiji povzpel fašistični voditelj Mussolini. Na ozemlju, ki je čez noč postalo italijansko, je fašistični režim izvajal nasilje, ljudi zapiral, prepovedal jezik domačinov in ukinil slovenske in hrvaške šole. Številni Slovenci so se selili, mnogi so se začeli fašizmu upirati. Italijanska oblast je hotela upor zatreti, zato je stotine prebivalcev pobila, tisoče pa poslala v taborišče po Italiji, tudi na otok Rab na Hrvaškem. Tako je bilo vse do konca druge svetovne vojne, ko so se meje spet spremenile, saj je Italija skupaj z Nemčijo in Japonsko vojno izgubila. Leta 1947 je bil v Parizu podpisan mirovni sporazum med Jugoslavijo in Italijo. Zahodna Slovenija, Istra južno do reke Mirne ter Jadranski otoki so pripadli Jugoslaviji. Trst, severno Istro pa je bil razglašen za nevtralno območje, imenovano svobodno tržaško ozemlje. Besede predsednika Evropskega parlamenta Italijana Antonija Tajanija, živel Trst, živela italijanska Istra, živela italijanska Dalmacija, odmevajo zato, ker jih je mogoče razumeti kot zahteve Italije po ozemlju Slovenije in Hrvaške pred mirovno pogodbo leta 1947. Ljudje v teh krajih namreč niso pozabili, kaj vse so morali pretrpeti med italijansko fašistično vladavino in okupacijo v času druge svetovne vojne.